strateška lega našega mesta je v preteklosti in tudi danes pritegnila pozornost mnogih narodov, ki jih je tukaj okrog prinesla želja po osvajanju zahoda, vzhoda, severa in tudi juga. Tega so se zavedali tudi stari Rimljani, s katerimi bomo začeli današnje popotovanje po zgodovini mesta Ptuj. Leta 1969 je tukaj naredila svoj tabor 13. legija Gemina in s tem postavila temelje koloniji Petoviji. Kako je to povezano z današnjim starim mestnim jedrom, se boste vprašali. Bolj kot si mislite. Pa ne samo to, urbanistično je stara Petovijona vzorčni model, kako bi se moralo mesto razvijati danes in v bližnji preteklosti. Njihova urbanistična razporeditev takratnega mesta je bila enakomerno razporejena na oba bregova in s tem dajala regiji na obeh bregovih reke Drave enake razvojne impulze in skozi to nakazovala sproščenost, ponos in vizijo. Zaradi znanih zgodovinskih dogodkov tistega časa je bič Božji, kot so takrat imenovali hunskega kralja Atilo, ki je samo eno leto pred svojo smrtjo, leta 452, na pohodu proti Rimu porušil ponosno Petovijo do temeljev. Tudi ta podatek daje slutiti, da mesto čakajo še mnogi odločilni zgodovinski dogodki, ki mu ne bodo ravno pisani na kožo. Že predtem so ga priključili mediteranskemu Noriku in utrgali iz Zgornje Panonije. Zdi se, da ta ciklus nenehnega priključevanja in izključevanja iz ene kulture v drugo že v pradavnini počasi začenja dajati genetski zapis nenehnega nemira mestu in okolici, ki se tudi kasneje v prihodnosti ciklično ponavlja. Seveda to daje osnovo za vse težave, ki so šele sledile. Po propadu zahodno-rimskega cesarstva leta 476 se začnejo zametki srednjeveške Betovije. Po poskusih obvladovati to področje Gotov, Gepidov, Langobardov, ki so se vsi umaknili iz tega področja, Avari v te prostore med 6. in 7. stoletjem naseljujejo svoje zaveznike Slovane. Leti se s poskusom Samove plemenske zveze leta 632 do 658 poskušajo organizirati v samostojno državo, ki zaradi pritiskov okoliških narodov ni zdržala dolgo in po razpadu naši kraji spet prihajajo pod Avare. In začne se tisto, na kar smo opozarjali na začetku. Mesto se začne razvijati pod grajskim hribom, kjer se počuti varneje in se začne prva delitev desnega in levega brega Drave. Namreč leta 800 levi breg pripada Salzburški škofiji in desni breg ostaja pod Oglejsko škofijo. Zdi se, da je ta razmejitev pustila največje posledice pri nadaljnjem razvoju Ptuja, ki se poznajo na mestu še danes, le da so prešle na podzavestno raven. Mesto počasi zapušča vpliv italskih narodov iz zahoda in začne se krepiti vpliv severnih Frankov. Seveda pa pri tem mesto postaja vse bolj razdvojeno in izgublja prejšnjo identiteto in se izgublja samo v sebi. Pa ne prvič in, kot govori zgodovina, tudi ne zadnjič. Seveda je potrebno povedati, da so po prihodu Slovanov na to področje tudi slovanski knezje poskušali vplivati na razvoj našega mesta. Tako so Pribina in knez Kocelj ter mnogi drugi tukaj postavljali dvorce, cerkve in druge ustanove, ter poskušali konkurirati Frankom in Ogrom in s tem poskušali dajati našemu mestu slovanski karakter. Tudi Metod in Ciril sta tukaj poskušala krepiti slovanski vpliv. A ste že kaj utrujeni od množice sprememb, ki jih je našim krajem nenehno prinašala zgodovina? Pa še to ni niti približno vse. Pa si oddahnimo pred kolosom zgodovine z obdobjem, ko je bil Ptuj načrtovan z največjo mero velikopoteznosti in razsvetljenim duhom tistega časa. Leta 1132 prvič pisno omenjeni gospodje Ptujski, ki so našemu mestu in regiji dali zagotovo tisto, kar bi se lahko izšlo, da naše mesto in regija postanejo center materialnega, kulturnega in duhovnega dogajanja v širšem smislu. V 300 letih njihove prisotnosti so nastavili vse zgoraj omenjene temelje in s tem dali vedeti, da vedo, kaj je potrebno za razvoj in perspektivo teh krajev. Njim lahko pripišemo zasluge za prihod dominikancev in minoritov na Ptuj 1230 in 1239.
in seveda gradnjo obeh samostanov, ki sta bila neke vrste razvojna inštituta tistega časa. Prav tako so nekajkrat obnovili in razširili Ptujski grad ter ustvarili duhovni biser naših krajev, Ptujsko goro. Seveda so to samo največji dosežki njihovega gospodarjenja, ki jih lahko občudujemo tudi danes. S svojimi vojaškimi aktivnostmi so pomikali mejo z Ogri na vzhod in preprečevali zgodnje turške vpade v naše kraje. Gospodje Ptujski prav gotovo s svojimi dosežki v veliki meri prekašajo celjske grofe in žal za razliko od njih nikoli niso bili leposlovno literarno obdelani, kar pa je edina in usodna prednost celjskih v naši slovenski zavesti. Po njihovem izumrtju so hitro sicer za kratki čas mesto zavzeli Ogri in Ptuj za kratkih 11 let odrezali od severnih dežel. Prvič se omenja vinska vojna med Mariborom, Ptujem in Slovensko Bistrico. Tudi to je bil znanilec kasnejših dogodkov. Nekajkrat so Dravsko polje izropali tudi Turki. Zdi se, da sta dva velika požara v 17. in 18. stoletju močno vplivala na kasnejše stagniranje mesta. Pred tem mesto zapustijo 4 veliki trgovci in se preselijo v Nurnberg, ki je pomembno trgovsko mesto v nemških krajih. Zdi se, da vse trgovske in druge koncesije strani cesarja naše mesto polenijo in mu dajo navidezen občutek varnosti, česar posledica je izredno slaba pripravljenost na industrijsko revolucijo. Prvi udarec pride leta 1814, ko se ukine kopenski prevoz žita in živine iz Ukrajine ter se transport začne iz Odese z ladjami. Tako da Ptuj kot pomembna postojanka po kopenski trgovski poti izgubi svoj pomen. Predtem se po prenehanju turških vpadov začnejo v naše kraje preseljevati Bavarci in zgornje Avstrijci ter iskati priložnost na precej izpraznjenem področju. Naslednji resni udarec za mesto je, ko ga zaobide cesta Dunaj-Trst in se vse večji tokovi pred večjo ekspanzijo industrijske revolucije preusmerijo skozi Maribor, ki se vse bolj krepi in pridobiva na pomembnosti. Ptuj je bil favorit v potegovanju za sedež škofije v tekmi s Celjem in Mariborom. Žal se zaradi vse večje napetosti med slovensko in nemško populacijo ni preveč trudil, da postane duhovno središče regije in tekmo z Mariborom še enkrat izgubil. S tem je Maribor imel odločilno izhodišče, da postane pomembnejše središče kot Ptuj in s tem tudi vplival, da železnica ne gre skozi Pesniško dolino, kot je to bilo najprej načrtovano, ampak skozi Maribor. To pa je bilo tisto, kar je Ptuj dokončno potisnilo v provinco. Mesto je po marčnih dogodkih leta 1848 zapadlo vse večjim mednacionalnim nemirom, ki so doživeli vrhunec septembra 1908 in s tem še slabšalo svoj položaj naproti konkurenci. Medtem je ambiciozni župan Jozef Ornik v svojih